Komaj smo dobili prvo obvezno božičnico, že prve kršitve. Od zahtev delodajalca, da zaposleni denar vrne v gotovini, do pretapljanja nadur v to novo pravico. Zimski regres je zimski regres, ne pralnica denarja. Poudarjajo v delavski svetovalnici. Nanje se že obračajo številni delavci. Mark Vidrih. Slabih 640 evrov, to je znesek najnovejše delovnopravne pravice, zimskega regresa, ki bi ga morali na svoje bančne račune z nekaj manjšimi izjemami do včeraj prejeti vsi delavci v Republiki Sloveniji. Pa so ga res? Pozdravljeni, sem delavec pri podjetju. Delodajalec mi je izplačal regres. Predvidevamo, da je se s tem mislilo pač ta zimski regres, glede na datum elektronskega sporočila. Zdaj pa zahteva, da bo denar vrnem v gotovini. Eno od prijav delavcev prebere Goran Lukič z delavske svetovalnice in opozarja: Zimski regres je zimski regres, zimski regres ni pralnica denarja. Podobno se že leta sicer dogaja pri izplačilu poletnega regresa, pravi. Torej, to pomeni, da delodajalec tukaj očisti roke in reče, jaz sem to izplačal, potem pa reče delavcem, da naj ta denar nazaj vrnejo. Pa primer večjega čistilnega servisa, ki naj bi zaposlene obvestil, da bodo prejeli le 60% zimskega regresa, čeprav gre vsaj na papirju za uspešno podjetje s številnimi naročniki v javnemu sektorju. Tukaj je beseda nelikvidnost zelo spolzka. In tukaj tudi pričakujemo, da bodo delovni inšpektorji zelo tudi natančno gledali uporabo ali pač zlorabo te besede. In ni še konec, eden od delodajalcev pa naj bi zimski regres uporabil kar za poplačilo nadur. So bili primeri, vse preveč primerov, ko so praktično v bistvu nadure lepo vrgli v neobdavčen del. In zdaj, v bistvu, kot vidimo, je v enem konkretnem primeru isto se zgodilo. Če se je kaj podobnega zgodilo tudi vam, nas nemudoma obvestite. Vse zaposlene pozivajo v delavski svetovalnici. Ne takrat, ko že izplačajo nazaj oziroma dajo nazaj gotovinski znesek regresa, ampak ko dobijo obvestilo, klic ali celo SMS delodajalca, da to pričakuje, naj nas nemudoma kontaktirajo. In kdo je do izplačila zimskega regresa upravičen? Skorajda vsak, tudi vsi tisti, ki so bili v letu 2025 zaposleni pri različnih delodajalcih. Če so bili pri različnih delodajalcih zaposleni, so upravičeni do sorazmernega dela regresa pri vsakem delodajalcu. Če so bili zaposleni samo nekaj mesecev v koledarskem letu 2025, so upravičeni do tistih nekaj mesecev, ko so bili zaposleni. Za odziv smo želeli zaprositi tudi gospodarsko zbornico, a se na naše klice danes niso odzvali.